Predstavili vam bomo koncept regenerativnega zaviranja v električnih avtomobilih. V prvem sklopu bomo razložili razliko z navadnim hidravličnim zaviranjem, dodali nekaj teoretičnega ozadja o samem regenerativnem načinu zaviranja in prikazali njegovo uporabo v praksi. V drugem sklopu bomo na primeru eksperimenta z dinamom predstavili koncept induciranega električnega toka v povezavi z elektromagnetno indukcijo, ki se pri tem predstavljenem načinu zaviranja uporablja. V tretjem sklopu pa bomo na primeru Formule 1 predstavili začetek razvoja samega koncepta, kakšne so razlike med razvojem industrije v športne namene in v namene vsakdanje uporabe, ter kakšni so obeti za prihodnost. Pa vas povabim, da pridete se sedeti zraven in bomo pogledali, kako delujejo regenerativne zavore v električnih avtih. Osnoven način zaviranja v avtomobilih deluje na princip trenja. Ko v avtu pritisnemo zavorno pedalo, se sproži hidravlični sistem, ki povzroči trenje med zavornimi oblogami in zavornim kolutom. Zavorne čeljusti se zaprejo okoli zavornega diska in upočasnijo avto. Slabost zaviranja s pomočjo zavornega diska je ta, da se količine energije, ki nastanejo zaradi trenja, sprostijo v toploto in zvočne vibracije, kar pa ni učinkovito. Regenerativno zaviranje uporablja princip električne indukcije, da pretvori kinetično energijo, ki bi sicer šla v nič pri zaviranju, v električno energijo in jo shrani v baterijo. Ta energija se nato lahko uporabi za poganjanje elektromotorjev. Regenerativno zaviranje je običajno bolj učinkovito pri mestni vožnji, saj je tam veliko zaviranja in pospeševanja. Med regenerativnim zaviranjem elektromotorje uporabimo kot generatorje, ki kinetično energijo, ki je prenesena na ta generator iz pogonske gredi, pretvori v električno energijo, ta pa se kasneje shrani v baterijo. Pri zaviranju pretvarjamo mehansko energijo v druge oblike energije, s čimer posledično zmanjšamo hitrost. Kinetična energija telesa z maso m, ki se giblje s hitrostjo v, je namreč enaka 1/polovica krat masa krat hitrost na kvadrat. Pri hidravličnem zaviranju zmanjšanje kinetične energije povzroča trenje med zavornimi čeljustmi in zavornim diskom, ki kinetično energijo pretvori v toplotno in posledično upočasni vozilo. Pri električnem zaviranju pa se kinetična energija zmanjšuje na račun pretvorbe v električno energijo za uporabo električne indukcije. To se zgodi v motorjih vozila, ki delujejo v načinu generatorja. Pri generatorju moramo dovajati energijo na pogonsko gred generatorja, kar občutimo kot silo, ki jo moramo dovajati, da dobimo na izhodu električno napetost oziroma električno energijo. Ta navor povzroča pogonska os vozila. Na ta način vozilo izgublja kinetično energijo, z dobljeno električno pa polnimo baterije. Med drugim imamo v tem električnem avtu dva števca, en da nam prikazuje hitrost, drugi pa našo porabo energije. Ko se na primer peljemo po klancu navzdol, naš avto avtomatsko zavira, del energije, ki se pretvori v električno, pa se shranjuje v baterijo. Postopek je ravno obraten pri pogonu vozila. Ker motorju dovajamo električno energijo iz baterije, motor pa to energijo pretvarja v kinetično tako, da ustvarja silo oziroma navor na pogonski gredi in s tem poganja vozilo. Elektromotorji imajo potemtakem dve uporabni lastnosti. Z eno lahko pospešujemo, z drugo pa zaviramo. Pojav, pri katerem iz spreminjajočega se magnetnega polja, ki ga povzroča vozeče vozilo in hkrati generira električni tok, se imenuje elektromagnetna indukcija. Odkril jo je Faraday, ki je povzel, da je električna napetost sorazmerna hitrosti spremembe magnetnega pretoka. Kinetična energija se spremeni v električno na podlagi indukcije spreminjajočega se magnetnega polja, ki ga pa ustvari vrtenje kolesa. Inducirani tokovi v generatorju nasprotujejo povzročitelju, zaradi česar nastane zavorni učinek. Ta pa vozilo lahko samo upočasnjuje, ne more ga pa dokončno ustaviti. Zato se zanašamo na hidravlične bremze. Inducirani električni naboj, ki ga povzroči induciran električni tok, pa se shrani v baterijo. Za polnjenje svetilke na dinamo je potrebna energija, ki jo uporabnik dovede z vrtenjem ročice. Sila ročice je potrebna za premagovanje upora, ki ga povzročajo magnetno polje in elektromagnetna indukcija znotraj dinama. Ko se magnet v dinamu vrti okoli tuljave žice, se ustvarja spreminjajoče se magnetno polje,
kar po Faradayevem zakonu elektromagnetne indukcije povzroči inducirani električni tok. Ta indukcija povzroča tudi nasprotno silo, znano kot Lenzov zakon, ki jo upočasnjuje vrtenje magneta. Zato je potrebna dodatna sila za ohranjanje gibanja magneta in proizvodnje električne energije. Večina dirkalnikov na stezi ima v rokavu nekaj trikov, s katerimi lahko premagajo konkurenco. Ker so dirkalniki Formule 1 vrhunec avtomobilskega športa, jim niso tuji zapleteni sistemi namenjeni optimizaciji. V ekstremnih razmerah na stezi se pozna vsak detajl, malenkosti pa lahko pomenijo razliko med zmago ali porazom. Eden takih sistemov je KERS oziroma Kinetic Energy Recovery System. Uveden je bil leta 2009 kot podpora strategiji Formule 1 za spodbujanje razvoja okolju prijaznih tehnologij in tehnologij pomembnih za cestne avtomobile. Na sami stezi pa je predstavljal dodaten potencial 100 konjskih moči, shranjen v bateriji. Formula 1 je bila tako prva, ki se je spustila v takšno tehnologijo, v avtomobilski industriji pa se je začela uveljavljati šele leta 2011. Začetni sistemi KERS so bili omejeni na 60 kW, vendar se je leta 2014 meja zvišala na 120 kW, saj so tisto leto v Formuli 1 sprejeli novo generacijo motorjev, ki naj bi za 30% zmanjšali porabo goriva v primerjavi z motorji prejšnjih let. KERS, tokrat preimenovan v IRS, je tako imel še večjo vlogo, saj je moral nadomestiti nekaj izgubljenih konjev, kar je bila posledica novih manjših motorjev. Pogonski sklop je bil tako sestavljen iz motorja na notranje izgorevanje ter elektromotorja, ki sta ga napajala dva sistema, MGU-K, ki je povezan z IRS-om, ter MGU-H, sistem, ki polni baterijo z izgubljene energije pri delovanju turbine. Izgubljena energija je v obliki vročine. V zadnjem desetletju so se na cestah začeli pojavljati hibridi in popolnoma električni avti, torej je ta tehnologija vedno bolj aplikativna. Regenerativni sistemi v teh avtih izvirajo iz sistema IRS, torej so v principu zelo podobni. Omeniti pa je vredno tudi nekaj razlik. Kot prvo se shranjena energija uporabi nekoliko drugače. Na stezi je prioriteta čim večja moč pogonskega sklopa, kar posledično pomeni, da se pri sistemu IRS shranjena energija sproti porablja kot dodaten vir moči, kar je zelo uporabno pri prehitevanju. Na naših cestah je nekoliko drugače. Navadnemu uporabniku konjske moči niso tako pomembne, bolj pomemben pa je domet. Zato se prihranjena energija ne porablja sproti, temveč se hrani v glavni bateriji, poraba motorja pa se ne poveča, saj ne dirkamo. Na ta način se baterija sprazni kasneje, kar pomeni daljši domet. To je pripomoglo k tako imenovani vožnji z enim pedalom v večini električnih avtomobilov. Ko spustite plin, se sistem sproži in upočasni vozilo z agresivnostjo, ki jo pogosto nadzoruje voznik. V Formuli 1 je cilj iti čim hitreje, kar pomeni, da je sistem nastavljen na delovanje le ob zaviranju. Če bi deloval tudi takrat, ko dirkač spusti plin, ne pa zavira, bi sistem po nepotrebnem zaustavljal dirkalnik, kar pa je ravno nasprotno od tega, kar želimo pri dirkanju doseči. Z napredkom na področju Formule 1 se učinkovitost baterij in regenerativnih sistemov sčasoma prenese tudi na cestne avtomobile, ki jih vozimo vsak dan. To pomeni, da bomo sčasoma dobivali avtomobile, ki se bodo hitreje polnili in imeli večji doseg.